Slišali ste govor gospoda Vinka Möderndorferja, večkrat je omenil tudi vas, ne sicer direktno z besedami, ali pa tudi, kako ste ga razumeli? Mislim, jaz mogoče ne bi toliko o sebi, pa to, kar je govoril, mogoče glede na situacijo, ki se je dogajala na ministrstvu, bolj o tem, kaj ima pomen, kakšen pomen kultura ima danes. Ne? In da je vse mogoče nima tega pomena, kot mogoče tako, kot je izrazil za ta kulturni praznik, povemo, častimo in tako naprej, ampak med letom ta situacija prekarnih delavcev, samozaposlenih je to, ki je še zmeraj težka, ki se mogoče sicer letos malenkost izboljšala, upam, da se tudi na zakonski ravni bo izboljšala, ampak še zmeraj nima tiste pozicije, se mi zdi, ki se bi zaslužila. Ampak vas je pa v bistvu zaščitil, ne, v svojem govoru in okrcal kulturnike, da so v bistvu še skoraj vsakega kulturnega ministra odpikali, razrešili. Tudi vas, ker da ste samo želeli, da končno začnejo delati. Predvsem mislim, da je mislil to, da so potrebne korenite spremembe v kulturi. Tako na samem verjetnem ministrstvu, kot tudi družbene. In da je to nek proces sprememb in seveda, če se veliko ministrov omenja, če nimajo časa, da izpeljejo neke projekte do konca, potem seveda kulturna politika kot taka stagnira in nima tistega pomena, ki ga bi se mi zdi si v Sloveniji zaslužila. Še to niste nikoli imeli priložnosti povedati, kakšna je vaša zapuščina, ste z njo zadovoljni, 4 mesece ste bili na tem položaju, kaj zapuščate? Meni se zdi, da smo vse nekaj v teh 4 mesecih naredili. Odprli veliko starih stvari, ki so stale, jih vse prinesli ali pa pripeljali do tega, ampak da se razume, ne samo jaz kot minister, ampak ekipa, ki je z mano prišla in seveda tudi uslužbenci na ministrstvu, so pripeljali do nekaj razpisov, ki so bili, kot smo tudi v teh oddajah slišali, nekateri tudi po 9 let v predalih. Se mi zdi, da vsem smo povečali proračun skoraj za 30 milijonov, kar vsem tudi kaže na uspešnost, mogoče mojo, kako sem vladi predstavil pomen kulture in seveda tudi te vlade, ki je po dolgem času proračun za kulturo povečala. Naredili smo nekaj sprememb pri razpisih, pripravili zakon ali pa neke spremembe pri samozaposlenih, tako da se mi zdi, da so zelo dobri nastavki. Jaz predvsem upam, da bo čim prej ministrstvo dobilo ministra, ker seveda minister Pikalo z 2 resorji, tako velikimi kot se njegova, težko seveda se posveča temu in da mogoče bo tudi tisti, ki bo prišel na ministrstvo, nadaljeval, se mi zdi vsem, kolikor to dobro pot, ki smo jo zastavili. Ampak nihče noče biti minister, kulturni minister. Ja, v današnji situaciji težko, ampak vsem upam, en bo mogel biti in v dobro kulture rabimo dobrega ministra ali ministrico, ki mu bo mar za kulturo in ki se bo boril za kulturnike. In predvsem tukaj mislim resnično kulturnike, ne kot ministrstvo. Ministrstvo je nek servis, ki more biti v bran kulturnikom, ki se s kulturo ukvarjajo in njim ustvariti čim boljše pogoje. Hvala lepa, gospod Prešiček. Bilo sreče vam želim. Ste zdaj nazaj na konzervatoriju ali odhajate tja? Ne odhajam. Ne vem. Druge izzive sem si zdaj našel. Prav. Hvala lepa.